Podcast pripravljamo v sklopu aktivnosti Centra za pravični prehod Saša, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije. Vse aktivnosti centra so financirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod. Polje treba še zaklatiti zraven. Prmedu, ne? Prmedu, te so dobre. Jaz imam enega frenda, imam iz Mehike. In takoj, ko smo se spoznala, pač to je bilo, ne vem, 15 let nazaj, smo se itak začela takoj pogovarjati, kakve so pa kaj vaše kletvice, ne? In jaz njemu 300 kosmatih medvedov, ne? Še danes, ko se mi dva čujemo, on najprej reče 300 kosmatih medvedov, potem smo jih pa kar naštevala. Kristusove gate, naj ti ohrovt zgnije. Je bela cesta. Je bela cesta, ja, pa ko imamo take res absurdne, ne? In to smo se toliko prerežala. Najte kokla brcne. Ja, viš, kjer je najbolj... Ne ti z mano češen zobat, ker te bom naučil kozjih molitvic. In ne, ko greš to prevajati, a veš, to je pa res. Mislim, je pa nekaj res, svoj namen doseže, dati zamisliti. Če druga ne, začneš vse tiste nemogoče situacije, ko so znotraj kletvice, probaš vizualizirati, pa nekako ne priješ do konca. No, ampak ja, zakaj se o tem pogovarjamo, ker si Roman Avsec, računalničar, programer, poznavalec informacijskih tehnologij, ljubitelj živali, popotnik in tako naprej, si odraščal v knapovskem trbovskem okolju in se potem preselil v velenjsko knapovsko okolje in če imata kaj skupnega, poleg Kolna, imata verjetno besedišče, a ne? Skupno. Verjetno, ja. Cimalega. A ti še kdaj kaj uide, kaka trbovska? Trbovska? Moram reči, da ljudje, s katerimi govorim, ugotovijo, da nisem Velenjčan, ampak drugače pa mislim, da besednjak je pa pretežno IT-ovski zdaj. Tako da vsake toliko časa, če omenim, da sem imel za sladico škrince, gledajo, kaj je to. No, te povej, kaj je to. Jaz vem, napolitanke. Bravo. To sem se naučil od kolega, ko smo bili kot otroci, je bil iz Trbovlj, pa smo bili skupaj na morju. Tako da smo doskrat škrince jedli po kopanju. Takole si bil kot otrok v vrtcu, ne? A se najdeš? Nekdo moj iCloud account shacko, bravo. Ja, se ni, a veš, ni lahko najti stvari o tebi, ti si ful anonimen na spletu. Malo bolj tako privaten, zaseben, ampak obkrožen s samimi fajnimi ljudmi. Sam to, recimo, mi dva z Romanom smo tudi sodelavca, doskrat, jaz ne uspem ohraniti teh skrivnosti digitalnih oziroma se nekako zamaskirati. To je, v bistvu, danes je to že skoraj veščina, no? Saj ni več to, da se odkljukaš od, ne vem, pri socialnih mrežih, da nočeš teh obvestil, pa nočeš biti tam objavljen, ampak v bistvu ni tako enostavno, no? Biti neviden, no? Pri meni je bolj obratno, da ni tako enostavno ostati v stiku, ker na Facebooku res nisem, oziroma imam account, ga ne uporabljam, tako da moja žena me kdaj updata za kakšne stvari. Opažam pa, da mi daje to priložnost, da ko se vidim z ljudmi, da se imam kaj pogovarjati z njimi, da nisem jaz videl na Facebooku, ker zvem kaj noga. Kaj pa ampak to so v bistvu te digitalne sledi, ki jih puščamo po spletu, da pač vsi vse vemo. Kako gledaš na te digitalne sledi? Od začetka se mi zdi, da je bilo to malo bolj problematično, zato ker so bili redki posamezniki, ki so puščali digitalne sledi in če si želel koga izpostaviti, se je v bistvu sam izpostavljal. Zdaj pa se mi zdi, da so te informacije, glede na količino, koliko jih je, čisto sledijo osnovnim ekonomskim principom, ogromno večje ponudbe kot povpraševanje po informacijah. Tako da masovno učenje, recimo kakih podjetij, ki se učijo na navadah ljudi, tudi individualno ne vidim kakšnih težav. Medtem ko sama individualne informacije Mislim, ker... Dve plati kovanca. Po eni strani je super, da lahko ostanemo v stiki z tistimi ljudmi, ki jih drugače ne moramo, ne vidimo toliko časa.
po drugi strani pa zunaj ni vse rožnato, ne. Ja, zaradi tega, ker če objavimo stvari kot še mladi, ne, In to, iz ja. žurov in vsega skupaj, res je. pa pridemo na nek razgovor, se ti zdi, da se bo to začel mehčati, da bojo ljudje začeli to v bistvu gledati kot pač en del privatnega življenja, ki pač obstaja in ne bo več obremenilno ali pa... Jaz mislim, da. Ker tisto, kar načeloma velja, je, kak je že angleški izraz, exposure equals, se pravi, izpostavljenost je enako navadi. A ne? Bolj, ko si izpostavljen eni zadevi, bolj si navajen na njo. In tako je bilo tudi z vsemi novimi tehnologijami. Bolj, ko so prišle noter, so bile disruptivne, veliko je bilo pesimizma od vseh stvari. Ravno nekaj časa nazaj sem bral članke, še posebej v navezavi zdaj z AI-jem pa strahi, ki prihajajo. Ne? Obstaja ena super spletna stran, ki se reče Arhiv pesimistov, The Pessimist Archive, ki zbira vse take črne napovedi za, ne vem, za stoletja nazaj. Ne? In je ful zanimivo gledati, kako so gledali na, ne vem, na kolesa, recimo. Ne? Zdaj pravimo, pejdi na kolo, to je super za zdravje. Takrat je bilo pa, kolesa bodo povzročila propad civilizacije, to nobeno več nikamor hodil, ljudje se bojo polenarili, ne? In zdaj pa to nekaj čist normalnega. Mislim, da je bilo enako za knjige. No? Za knjige isto. Knjiga je bila v bistvu en najslabših izdelkov takrat mišljen, kot da bo spreobrnila tako je. način navad v civilizaciji. Ena, ko mi je bila absurdno interesantna, je bila zdaj klasični tipkarski stroji, to so zdaj neki hipster, to je zdaj vintage, to je zdaj cool, bral sem pa, da so bili ful na tapeti za pisanje ljubezenskih pisem, in je bilo ženska, ki bo sprejela ljubezensko pismo napisano na navadni pisalni stroj, namesto na roke, bo sprejela karkoli. Res je zanimivo, se te cikli ponavljajo samo z drugimi tehnologijami. Kako v bistvu na nek način neosebno postaja osebno v bistvu bolj sprejemam. Dejansko, ja. Oziroma, jaz to gledam na malo drugačen način. Ni, da neosebno postaja osebno, ampak da je možnost večjega riča, več ljudi lahko dosežeš, z večjimi ljudi si lahko pokonektan, kar to ne pomeni nujno, da moraš biti zdaj friend z 500 ljudmi, ampak imaš pa veliko večji nabor, iz katerih lahko najdeš tistih par cvetk, ki pa ostanejo mogoče za celo življenje stalno. To je na nek način globalizacija povzročila, da se lažje najdemo, pa da lažje dosežemo. Tako, isto je bilo z e-maili, z internetom, z instant messengerja, ne imaš pa frenda iz Meksike, s katerim si kletvice izmenjujete. Ja, pa ta je recimo, ne vem, globalizacija, po eni strani govorimo o globalnem, se pravi, da gre neko ogromno površino, če bi jo tek v metafori ali pa v fiziko pretvoril. Po drugi strani pa nam ravno ta data omogoča, da precej lažje gremo v globino. Se pravi, ta globalizacija se fokusira na naših navadah, na našem načinu iskanja informacij in tako naprej. In bistveno lažje začnemo kopati na istem mestu, pa bolj globje. Kar je lahko pa seveda tako vedno, imamo lahko dve plati. Ena je ta, da pač mislimo potem, da samo ta svet obstaja. Po drugi strani ta pozitivna plat je pa seveda ta, da lahko recimo razkrijemo tisto ali pa odkrivamo tisto, kar je nam res pisano na kožo. Ja, bo držali. To je ena od zanimivih stvari, ko pa mislim, da sem se jaz mal, načeloma sem kar optimističen, kar se interneta tiče, tudi vsega začetka sem že praktično zraven, vsega začetka ne, ampak zelo zgodaj glede na to, tam leta 95. In to, kar je bila moja predikcija, je, da z večjim dostopom do znanja se bo to znanje ljudi poglobilo, bo rateli bolj razgledane. V bistvu se pa res zgodilo zelo to, kar je Bojan rekel, te mehurčki,
ki se porajajo na internetu, kjer je v bistvu znanje površinsko ali napačno, ali greš globje, pa misliš, da samo to obstaja, pa nič drugega. Ampak jaz mislim, da bo tudi to počasi izvenelo. Sam rabimo nekaj časa. Preko smo se pogovarjali o teh digitalnih sledeh, pa si ti dal primer Žiga, da pač ne vem, danes objaviš nekaj, kar se ti v tem trenutku zdi kul, pa s tem nekaj oseb sporočiš, pa je bolj čez 10 let se mogoče izkaže, da ni. Ampak kaj pa to, ko pravijo, ja, daješ jim podatke, tako ful abstraktno govorimo. Komu zares, zdaj pač ne vem, jaz ko nekaj scrollam, klikam, kdo dobiva te podatke in kaj on z njim počne in zakaj je slabo, da jih ima. A veš, ko eni rečejo, ne bom tega, ne bom onga, ker nočem, da imajo, kaj zares imajo, kaj zares vejo, pa kaj s tem naredijo, pa kdo to dela. Lahko povem anekdoto, ki so nam povedali na faksu na magistrsko študijo. Sem imel program, ki se imenuje Odkrivanje znanja iz podatkov, ki se ravno s tem ukvarja. Kaj se lahko s to ogromno količino podatkov naredi. In to je bilo že desetletje nazaj, v Ameriki ena velika veriga trgovinska, ki je imela te kartice zvestobe, je zbirala podatke o nakupih in iz tega se učila nakupovalne navade in profilirala ljudi. In se je na tak način zgodilo, da je ena ženska, ki je kupovala neke točno določene izdelke, zelo korelirala z nosečnicami in tako je ona zvedla od te firme, ki so jo poslali čestitke za skorajšnjo pričakovanje, prej, da je noseča, kot pa njen mož. Tako da to je taka anekdota. Na kak način je recimo to slabo za mene, kot ne vem, za potrošnico ali pa sam za človeka, ki uporablja splet ali kakorkoli. Štekam recimo, kako to koristi štacuni, kako lahko meni škoduje, zakaj ste nekateri toliko branijo, tega, da bi pač podatke svoje dajali ven. Mogoče je to čist tak osebni občutek. Jaz to vidim bolj filozofsko naravo teh mehurčkov, oziroma niti ne filozofsko naravo, ampak s tem, da ti servirajo samo informacije, za katere mislijo, da te zanima, boš manj izpostavljen informacijam izven tvojega mehurčka. Jaz pa mislim, da za zdrav diskurs moraš biti vedno izpostavljen informacijam izven mehurčka. Vse to se je ravno zgodilo z brskalniki. Google je v resnici z učenjem tega, pa predvidevanjem tega, kaj ti želiš videti, ustvaril te mehurčke, recimo primer iz Amerike, imaš na eni strani konzervativce, na drugi strani demokrate in v bistvu se ne srečujejo več. Prehoda teh informacij je zelo malo. Kar pomeni, da ni več ravno tega srečanja pa komunikacije med njimi in v bistvu zaradi tega je tudi reakcija na to, ko ti srečaš drugo stran, za katero imaš občutek, da sploh ne obstaja, pa pride do bistveno večjih konfliktov zaradi tega. Ja, res je, ker operirajo z informacijami, s katerimi ti nisi nikoli se srečal. Pa tudi s pogledi, pa tudi z dezinformacijami ali pa informacijami, ki so bile napačno predstavljene. Da v bistvu odnos med njima sploh ne gradita več ona dva. To je zunanji dejavniki gradijo nujno odnos. In če se ljudje pač, vsaj jaz pri sebi vidim, če se tega zavedaš, lažje preskočiš to oviro. Ali pa jo konec koncev tudi spregledaš. Vse to je pojav, recimo, to je ekvivalent nekemu tujcu, ki pride. Zdaj, a ga boš ti sprejel, pa se začel pogovarjati z njim, da spoznaš njega, njegove navade, pa to, ali pa boš imel totalno odklonilen odnos in boš imel skozi zaprta vrata v smislu, da pač te ne zanima, kaj on počne, vse, kar pa počne, pa te osebno niti ne paše najbolj. Tako da to. Če se vrnem sam še malo na to zbiranje podatkov, problematično pri temu se meni zdi edino v primeru zlorab, ker vemo, da v bistvu podatki niso varni in da imamo veliko primerov hekanja teh in v bistvu potem pač nepridipravi dobijo te podatke
in potem si bistveno bolj izpostavljen zlorabam. Ne? Ja, to je zelo dobra poanta. In v tem primeru je tudi nevarnost ostajanja v povprečju. Noben se ne bo skušal izpostavljati v nekih malo bolj, recimo temu, neusmiljenih režimih, ravno zaradi tega, ker so podatke o njemu vedno na voljo. In če se izpostavljaš, jih bodo zbrskala. Ne? Ja. Ker ravno to, ne, pač, ker prevare ne, so pa postale zelo sofisticirane. Ne. Če pogledamo, s pomočjo AI-ja lahko simuliramo že glasove točno določenih ljudi in v bistvu na ta način več ne vemo, kaj je res, kaj ne, zaradi tega, ker je to virtualni svet, ki ga ne moramo otipati, ni osebne izkušnje. Ne. To bo zelo zanimivo, ja, ko bo enkrat AI na tem nivoju, da se ne bo dalo ločiti. Že zdaj zelo težko ločiš, kateri tekst je bil generiran za AI, pa kateri je bil človeško napisan, glasovi, sploh angleški, počasi se tudi slovenski bliža, se bliža tej fotorealističnem ekvivalentu. Video je to čedalje bolj, ne. Jaz mislim, da ko bo to tako daleč, da bo dejansko neločljivo, da se bo tako je zgodovina pokazala, dva tabora naredila. En tabor bo zanikal vse, kar vidi, pač to jaz ne verjamem, to je generirano, drug bo pa verjel malo več, kot je dejansko resnica. Vse sem videl na videu, vse sem slišal onga, ko je rekel. In to bo eno zanimivo obdobje. Verjetno prihodno, kot človeštvo dokazuje, ampak bo zelo res zanimivo. Veš, kaj mi je še zanimivo, ko se o tem pogovarjamo, tem virtualnem življenju in temu prostovoljnemu izpostavljanju splošni javnosti, ne samo tvojim bližnjim, ampak vsem. Na drugi strani smo pa družba, ko vedno bolj ceni pač to zasebnost pa individualnost. A ni taka šizofrena situacija, da po eni strani tako ful javno živimo in vse dajemo na plano, po drugi strani se pa tako ogroženo počutimo, ko vsi v nas vse vejo, pa imajo naše podatke in tako. Ja, to bo držalo, po drugi strani pa koliko ljudi poznaš, ker jim online življenje je čisto enako offline življenju. Malo, ponovadi online življenje je tisto, ki je zelo drugače prikazano kot offline življenje. Dosti v lepši luči, dosti bolj tisto, kar si želijo, dosti bolj to, kar želijo projicirati. Tako da, ja, tu nastaja neka razmejitev. Kako se pa, mislim, ti prav osebno, pa ko tudi ful dobro štekaš vse te procese v ozadju teh informacijskih tokov in tako naprej, a ti čutiš, da je tvoja zasebnost na kak način ogrožena? Nimam takega nekega globokega občutka. Delim tisto, kar želim deliti, mogoče kdaj delim tisto, kar ne vem, da delim, ampak tiste stvari, ki so mi pomembne, držim blizu sebe. In to je čisto enostavno pravilo, ki se ga držim in zaenkrat mi sluša. Ampak, a veš, ko ne štekam dobro, ti, ko za svoj posel, karkoli, ko delaš, na kjeremkoli brskalniku, pač vse poveš vseb s tem, kar brskaš, veš, kar bereš, koliko se zadržiš na tej strani, kaj te na tej strani si klikno, da te je pol prepeljalo tam in to se vse nekje beleži in sledi in potem kdo vse ve o tem, kak je tvoj res je, samo da ta moja identiteta online ni povezana z mojo offline identiteto. Sploh GDPR je to kar precej v redu rešil, kar pomeni, da do pred GDPR-ja so lahko podjetja shranjevala tudi podatke, ki te lahko identificirajo. PII, Personally Identifiable Information. Po GDPR-u tega ne smejo več brez tvojega eksplicitnega privoljenja. Tako da, ja, oni vidijo, pač podjetja, ki sledijo, vidijo moj profil, ampak ne vejo, kdo je za tem profilom. Kar pa
tudi mene kot ponudnika IT tehnologij je to praktično čist dovolj, ne? Ker mene zanima mogoče, ne vem, v Sloveniji, koliko je kupcev neke storitve ali pa uporabnikov neke storitve, ne zanima me, koliko ima tam neka Maja Novak, ne vem, dopusta rezerviranega, ne? Sploh, če delaš karkoli večjega, te mora vedno zanimati scale pa statistika, ne pa individualne informacije. Okay. Mi smo pa že malo bliže temu, kar v bistvu je, kar počneš v bistvu tak zares, ki ti prinaša tudi kruha, ne? Vsakdanja, ne? Je Eleanor, v bistvu brand, ki ima razvit zelo dober sistem, pa mogoče malo več poveš na kratko, če opišeš, če recimo bi naredil en tak elevator pitch. Elevator pitch, ok. Naprej se bom že upravičil za uporabo angliških izrazov, ker delamo predvsem s tujimi trgi. Ja, Eleanor je naš otrok, naš produkt in je v bistvu guest experience management platform, se pravi platforma za goste oziroma za rezorte. Predvsem se ukvarjamo s tem, kako olajšati delo in kako olajšati izkušnjo gostom, ki rezervirajo kakršnekoli počitnice. Mogoče bi pomagali, če stopimo korak nazaj, ker smo sploh prišli do tega, ne. Moj dober prijatelj iz faksa je nekaj časa stanoval na Maldivih, z faksa, iz računalniškega faksa, ne? In je s svojimi očmi videl, koliko so tam še vedno v ozadju, kar se tiče avtomatizacije, IT-ja in tak naprej, ne? Zelo veliko bookingov, kljub temu, da so to rezorti 5 zvezdic, je bilo pen and paper, so bilo Exceli, je bilo telefoniranje, recepcije v restauraciji, ta gost ima tako in tako alergijo, pazite na to, ne? In potem, ko je prišel nazaj po parih letih, smo se povezali in začeli razmišljati, na kak način bi lahko njim to olajšali, ne? In smo začeli z nekim relativno enostavnim produktom, samo pobiranje rezervacij za podvodno restauracijo na enem otočju v Maldivih, na Maldivih. In potem je ta zadeva kar nekako se razširila. To je bilo leta 2018, 2019. Ravno 2019 smo planirali širitev in takrat je COVID udaril in takrat smo imeli mogoče srečo večjo kot karkoli drugega, ker smo začeli ravno na Maldivih in Maldivi so zaradi svoje specifike, ker so mali otočki, so zelo izolirani, ne? Kar pomeni, ko so pri nas govorili o teh mehurčkih, a ne ustvarjate mehurčke, pri njih so bili te mehurčki zelo geografski, ne? Se pravi, ko si prišel na otok, na rezort, si tam ostal, nisi nikamor šel, tako da si se pač zaščitil, ko si šel in so bili ena izmed prvih regij, sploh na svetu, ki so se nazaj odprla za turizem, ne? Tako da, če bi kje druge začeli vprašanje, kak bi bilo. No in potem je iz tega malega produkta z Bookinga nastal cel kup med covidnim letom contactless features, modulov, ja, brezstični, tako, od plačil do check-ina, do rezervacij, do komunikacij. Potem smo ugotovili, da to mogoče ni omejeno samo na Maldive, tako da smo poskusili še nekam drugam prodati in zdaj smo kar na parih državah. Južna Afrika, Severna Afrika, Egipt, Fidži, Karibski otoki, Kenija in... Če bi to v številkah malo, da bi si znali predstavljati, koliko uporabnikov je to, recimo. Oziroma, verjetno ločite na več tipov uporabnikov. Eno je tisti, ki delajo z administracijo teh aplikacij, drugo je pa
končni uporabnik. Tako, ja. Načeloma smo targetiramo dve demografske skupini, dva tipa uporabnikov. Eden je tisti, ki dela backend oziroma pisarne, delavci v rezortih, drugo so pa gosti, ki uporabljajo mobilno aplikacijo za to, da izbrskajo informacije. Ponudnik, potrošnik. Tako, ponudnik, potrošnik. In takih na zadnje, ko sem gledal statistiko, par mesecev nazaj, smo imeli mesečno, mislim, da več kot 600,000 aktivnih uporabnikov, gostov, medtem ko backend uporabnikov oziroma resort delavcev je pa trenutno okrog 2000 dnevno aktivnih, nekaj takega. Pa kaj pa konkretno, recimo, si turist, ko pride v nek rezort, pač lahko z aplikacijo pač počne? Ja, pravzaprav že prej. Naš journey se pravzaprav začne takoj, ko gost naredi booking preko Bookinga, preko Airbnb-a. Od takrat naprej lahko mi prevzamemo procesa, kar pomeni, da lahko uporabniki takoj downloadajo aplikacijo, prinesejo aplikacijo, se prijavijo z svojimi podatki in začnejo takoj planirati vnaprej svoje dogodivščine in tako naprej. In to, kar smo ugotovili, je, da sploh te eksotične destinacije, Maldivi in tako naprej, to je za marsikoga once in a lifetime, se pravi enkrat v življenju. In ta začetna navdušenost je nekaj, kar do takrat sploh niso izkoriščali, sploh niso vzeli v obzir, ker doskrat se naredi, da so ljudje ful navdušeni, kaj vse bojo počeli, na katere vse ekskurzije bojo šli, pa ko pridejo tja, sonček, obala, pijačka in gre vse to po vodi. Ali pa obratno, da želijo kaj početi, pa je že vse zasedeno. Na ta način jim pa damo možnost, da za pol leta vnaprej rezervirajo masažo in da se naredijo cel itinerarij. Nekateri so radi bolj spontani, nekateri pa radi imajo več stvari splaniranih. Na ta način tudi vidijo, kaj vse lahko počnejo, verjetno, ker danes je problem, ko se ti na neko novo destinacijo odpravljaš, da zbrskaš tiste prave stvari sploh, ker je v bistvu tako bilo informacij pa poplava vsega skupaj, da zgubiš ta entuziazem, ko vidiš, kaj vse lahko počneš, pa se ne moreš odločiti. Pa še koliko se odločiš, da boš šel recimo na šnorkljanje, imaš pol 10 ponudnikov in zdaj, koga zbrati, da te bo res pelal na top lokacijo, da bo imel primerno opremo, da je usposobljen in tako naprej. Pa gledaš zvezdice, pa ne verjameš tistim zvezdicam, pa Trustpilota uporabljaš, pa ne vem, kaj vse skupaj. Pa prebereš, ne vem, koliko reviewjev, ko so dobri, pa naletiš na enega, katastrofa, worst experience. Če sem jaz prav slišal, je ta aplikacija toliko zdaj vzpostavlja zaupanje pri uporabnikih, da celo je včasih pogoj, da gredo nekam, zato če je tam prisotna ta aplikacija, oziroma jo uporabljajo. Ja, tudi to smo že slišali od delavcev v rezortih. Kar je v bistvu zelo velik korak naprej v smislu poslanstva aplikacije, ne samo, da servira ne vem, da ponudi podporo servisom tem turističnim, ampak da v bistvu je neko vrsto gonilo turizma tudi, postane skoraj... Ja, lahko je, ja. Smo že slišali to. Maldivi so zelo specifična, tako sem omenil, so ponovadi mali otočki, tako da ljudje, ki delajo tam, ponovadi tudi živijo na teh otočkih in ponovadi po parih letih ti igrata ta otoček malo premajhen, tako da se doskrat prestavljajo. In ja, smo že slišali, da je njihov cilj naslednji bil odvisno od tega, če bodo isto aplikacijo imeli, kot so imeli na tem obstoječem otočku. Je pa aplikacija kar nekaj uspeha požela tudi na tekmovanjih in tako v bistvu to je nek ta start-up svet, kjer je v bistvu sestavni del tega je, da tekmuješ. Start-up sveta.
da si prisoten na teh tekmovanjih, da pobiraš nagrade. Kaj vam, recimo tole, mislim, kjere nagrade ste dobili, pa kaj so vam prinesle? Pravzaprav nam nekako bolj pomeni, kakšen feedback dobivamo od naših strank, pa potencialnih strank, ne? Ampak ja, tako se menilo, je tudi pomembno, da dobiš kakšne nagrade. Trenutno smo že 3. leto zapored dosegli 2. mesto, Hotel Tech Report. Hotel Tech Report nekako opisujejo kot Oskarji za software v turizmu, ne? Za hotelski software. Tako da, in ker so to nagrade, za katere tako pri Oskarjih dejansko glasujejo uporabniki softvera, smo kar zelo ponosni na ta dosežena mesta. Ja. Ampak da dobiš take nagrade, moraš pa imeti ekipo, a ne? Kako funkcionira vaš sistem, a ne? Glede na to, da Naš sistem so različne baze. ja, zelo zanimivo funkcionira. Smo čisto remote podjetje, kar pomeni, da imamo ekipo po trenutno 4 državah. 4 državah, ja. Slovenija, Francija, Nizozemska, UK in vsi smo remote, tako da organizacija v takih startupih je seveda malo drugačna kot v klasičnih pisarnah, a ne? Ko se pa dobite, ali kako je to? To je bila naša pisarna za en večer v Bristolu, ja, res je. Tam smo v enem startup inkubatorju imeli pisarno in poskušamo vsaj enkrat na leto celotno ekipo spraviti skupaj, da tudi ohranimo ta fizični stik, ker, tako sem že omenil, to je zelo pomembno. Da ste v približno istih časovnih pastovih ste pa, ne? Mi smo stranke pa definitivno niso, ja. Tako da je to zanimivo izziv, ja. A bi lahko razložil, se pravi, kak je poslovni model, kdo je, a je za mene kot za uporabnico, če sem zdaj jaz turistka, če prav razumem, jaz se odločim, da grem na Maldive, zabukiram si tam, se pravi, namestitev in to je moja vstopna točka do aplikacije. Tako. A jaz kaj plačam uporabo aplikacije? Za končne uporabnike je čisto brezplačna ta ponudba. Ok, se pravi, predvidevam, da je za nosilca te namestitve, on je tisti, ki meni omogoči dostop do te aplikacije. Tako, ja. Se pravi, on je naročnik na aplikacijo. On je naročnik, tako. Okay. Ja. In to seveda tudi njim v interesu, zato ker na takšen način dobijo precej več tistega, če mu rečemo pre-arrival bookings. Se pravi, da gosti lahko sami bukirajo, rezervirajo izkušnje, ekskurzije, masaže, večerje, karkoli pač. In to njim in hkrati prihrani čas, ker ne rabijo odgovarjati na moje maile, kaj vse imate, kak je pa to, kak je ono, ne? Tako. In več prodajo, si mislim. Več prodajo in pomaga jim seveda planirati, če oni že za pol leta naprej vejo, da bodo imeli toliko pa toliko masaž, toliko pa toliko ekskurzije, je precej lažje planiranje v tem smislu. A je pol, recimo, ne vem, razvoj, a ne nadaljni te aplikacije oziroma teh storitev, a gre tek, da je razvejan, a gre samo eni smeri? Zakaj razvejan? V tem smislu, da ali stremite k temu, da bi bilo čim več uporabnikov na različnih koncih sveta, ali se pojavlja tudi kreativno znotraj same aplikacije, zato da je nadgrajujete, da omogoča čim več pač featurejev, oziroma možnosti prilagoditev in tako naprej. A sta to dva različna razvojna, recimo? Dobro vprašanje, obojno. Obojno. Ja. Zelo smo, kot startup, smo zelo podvrženi silam trga, kar pomeni, da se moramo odzivati na trg. Po drugi strani pa tudi imamo svoj roadmap in opažamo, da lahko kar kumulativno gradimo na tistim, kar imamo. Se pravi, ko smo začeli zbirati podatke o bookingih in ko smo ugotovili, da je število prenosov aplikacije zelo veliko, smo dejansko dojeli, da je to lahko tudi en komunikacijski kanal med resortom pa med gostom. Namreč tisto, kar se sploh če bukiraš recimo preko zunanjih third party ponudnikov, kot so Booking.com, v tem primeru gost oziroma resort sploh ne dobi kontaktnih podatkov gosta, dokler gost ni na resortu. Kar pomeni, za kakršne koli komunikacije prej
rabiš alternativne komunikacijske kanale. Ne? In to je naša aplikacija, kar pomeni, da lahko že prej pošljaš obvestila, lahko pošiljaš upsell sporočila. Se pravi, če si bukiral nek tip sobe, lahko imajo akcijo in ti pošljajo upgrade ponudbo za boljši tip sobe, za brezplačno, kakorkoli. In na tak način smo kar nekaj funkcionalnosti dodali. Do tega, da ko imaš enkrat ta komunikacijski kanal, da ga lahko uporabljaš tudi kot dvosmerni. Se pravi, ne samo, da resort sporoča, ampak tudi, da gost nekaj sporoča. Namreč, kar se je zelo velikrat zgodilo, je, če je prišlo do kakih težavic, zapletov, kaj takega med bivanjem, ponavadi se je to odražalo na slabem reviewju, na TripAdvisorju, na Google Places oziroma Google Maps. Kar pomeni, šele post factum je gost podal informacijo in takrat resort ne mora več kaj lahko naredi, pač nek PR odgovor. V našem primeru pa, ker imamo dvosmerni komunikacijski kanal, smo razvili modul, ki mu rečemo In-Stay Service, kar pomeni, da tekom svojega bivanja že dobiš preko aplikacije vprašanje, kako ti je bilo všeč tvoj prihod v sobo, kako so ti všeč ponudbe, kako ti je všeč staff oziroma odnos osebja. In to je zelo na hiter, 2 klika in resort takoj dobi povratno informacijo instantno in lahko tudi ukrepa, preden pride do tega, da gost nezadovoljno odide, kar seveda nikomor ni v interesu. Torej, če se ti pokvari hladilnik, lahko sporočiš, pa pride hišnik in ti ga izreče. Točno to, ja, tako. Res je. Ali pa če ga sprazneš prehitro. Zanima me pa v bistvu tako, pač pot startupov je v bistvu pač, ker to je tudi finančno zalogaj, pač na koncu. In vsi moramo plačati položnice in ne moramo neomejeno vlagati noter. Ponavadi je prijatelji in družina krog, potem so angelski investitorji, kakšni seed in pa še venture skladi. Pač, kako ste vi to pot prehodili? Zaradi tega, ker vemo, da z rastjo številom zaposlenih v bistvu stroški eksponentno začnejo rasti in v bistvu kako ste to premagovali? Od vseh tipov financiranja začeli smo z lastnim financiranjem. Zelo hitro smo uspeli dobiti venture capitalist, se pravi venture capital, in to je tudi eden izmed razlogov, zakaj Eleanor ima sedež v Angliji, ker je tam tudi naš venture capitalist največji. Potem pa, tako kot sem prej omenil, malo smo imeli srečo v nesreči, da smo to injekcijo kapitala dobili ravno pred COVID-om. Sicer smo jo takrat želeli uporabiti za rast, ampak smo jo potem uporabili za razvoj različnih touchless modulov, oziroma contactless modulov. Potem naprej smo pa še nekaj rund financiranja, ampak v glavnem pa iz revenue pride iz subscriptionov, se pravi naročnin. Tako, ja. Ampak ob tem, ko sprejmaš nove pač v svoje podjetje, ki so investitorje, se po eni strani odrekaš deležu, kar je pač trade-off, na drugi strani pa v bistvu ko izbiraš investitorja, gledaš, da je to pametni denar. Tako, točno to, ja. Se pravi, naš investitor je tak, da ni samo off-hand investitor, se pravi, da dobimo neko finančno injekcijo in smo potem prepuščeni sami sebi, ampak smo zelo veliko v navezi z njimi, tudi svetovanje, kar se tiče infrastrukture, smo dobili od njih, tako da so relativno ne toliko involvani, ampak ravno dovolj, da niso samo finančna injekcija. Pravi, igraš še neko mentorsko... Igrajo še neko mentorsko vlogo, tako je. Pa vrata verjetno tudi odpirajo. Pa vrata definitivno odpirajo, ja, res je. Ker zdaj v dolini imamo enega izmed teh pač stebrov razvoja, je tudi Startup Dolina. Ja. Kako gledaš na to,
kaj vidiš v tem, kaj priložnosti, nevarnosti? Nasploh v dolini startup, ja, ta kultura se je relativno nedolgo nazaj začela, dobrih 2000, recimo, tam okrog je Ja, 2010. 2010, medtem ko v Velenju pa malo bolj resno, dobrih 10 let nazaj nekaj takšnega. Ne. Se je začelo bolj govoriti, bolj delati v tej smeri. Sistematično, v tem smislu, da se neka infrastruktura vzpostavi, tudi Tako. mentorstvo, izobraževanje in to. Tako, ja. Oziroma še prej, prvi je bil Silicon Valley, ne? V resnici. Prvi je bil Silicon Valley, tako še prej, ja. Ja, mislim, da je to prihodnost. Namreč sploh skrajni kapitalizem, end goal kapitalizma so, mislim, ne vem, če je to goal, ampak mogoče side effect, so veliki konglomerati. A ne? Kar pomeni, da ali boš delal v velikem konglomeratu, ali boš pa poskušal nekaj svojega narediti. A ne? Težko bo nekaj vmesnega ostalo, ker bodo ali propadli, ali pa bili absorbirani od večjih firm. Ne? In to se že vidi. Rekordne valutacije podjetij, z vrednostjo večje od raznih držav. Ne? In ne vidim razloga, da bi se to ustavilo. Sigurno ne. Tako da zelo pozdravljam te mikropodjetja. Ker eden izmed strahov, ki se izraža tukaj noter, je to, da pač 70%, 80% startupov propade in da bo to stran vržen denar. Ne? Odvisno zakaj. Ja, če delaš startup, oziroma praktično karkoli delaš, naj te vprašam tako. Moraš biti optimista. Ne? Po drugi strani, če imaš optimista, imaš tudi pesimista. Ne? Koliko pesimistov poznaš, ki sami sebe opisujejo kot karkoli drugega kot realisti? Veš, ko se nekomu rečeš, ti si pa malo pesimističen, ne, samo realistično. Ne? In moja teorija je, da dejansko imajo prav, ne? Ker karkoli se lotiš nestandardnega v življenju. Ko si se na faksu odpisal, si rekel, 50% vas ne bo naredilo. Ne? Ko podjetje ustanoviš, samo 20% podjetij dočaka 10 let. Karkoli delaš izven standardnega, so vedno možnosti proti tebi, po definiciji, ker ni to standardno. Ne? Tako da, če želiš uspeti, je moja teorija takšna, tako pravi on, humorističen angleški pregovor, bom poskušal prevesti live. Povprečna možnost, da te zadane strela, je 1 proti 100 tisoč, ampak za tiste ljudi, ko vejo to možnost, je 1 proti 10. Ker potem napačno misliš, če imaš neko malo možnost nečesa, se bo tvoje obnašanje tako spremenilo, da boš tudi to možnost spremenil. In jaz mislim, da pri teh zadevah, ki se jih lotevaš, vedno je sistem okolica v tvojo škodo, vedno so tvoje možnosti manjše kot polovica. To je samo šum, ki ga moraš dati na stran. Seveda to ne pomeni, da greš slepo v neki brez kakršnekoli priprave, ne? Ampak ravno obratno, ravno z večjo pripravo zmanjšaš to možnost neuspeha na nekaj, kar je zate sprejemljivo tveganje. Ne? To mi je ful bilo zanimivo pri Alex Honnold, Free Solo, plezalec, ki je preplezal Yosemite, kilometrsko steno. To je dokumentarc, ki ga vsem priporočam, da ga pogleda. Ampak najbolj mi je bila zanimiva njegova filozofija. On je brez varovanja preplezal kilometrsko steno, ampak tisto, kar me ful ostalo v spominu, je, na kak način se on lotil tega. Ne? In je rekel, neuspeh se meri z posledicami na eni strani, pa z možnostjo neuspeha na drugi strani. Ne? In seveda, ko plezaš v steno, posledice so fatalne. Ne? Ampak s takšno pripravo, kot jo je on naredil, je možnost uspeha ne samo v svoji glavi, ampak realno povečal na 100%, kar pomeni, da skupno tveganje za kritične posledice je bilo za njega, pač ni ga bilo. Ne glede na to, koliko so te posledice hujše, se je on to pripravil, da je to tveganje zmanjšal na nulo. Kljub temu, da če bi rekel poprečno, nekdo gre preplezati steno brez varovanja,
No, ampak on v tem dokumentarcu je jasno pokazano, da je najprej varovano plezal, a ne? Tako, in ja. v bistvu spoznal vse pasti scene, a ne? Ker je v bistvu tudi dokumentarc super pokaže tam, ko ima en klif, kjer v bistvu je imel težave, a ne? Ampak ga potem za pripravo. Ker ravno to je v bistvu startup, pa kakršnokoli podjetništvo. To pomeni, da ti dvakrat več do trikrat več delaš, kot če si nekje v konglomeratu zaposlen. To je res, ja. To pač tvoj lifestyle postane. To je lifestyle, ja. Pač ni 9 to 5 oziroma od 9 do 5. Pa tudi moraš imeti, po mojem, zelo dober občutek vse iz kjere cone, kdaj boš skočil ven iz cone obdobja. Se pravi, kaj bi bilo fino plasirati na trg, kaj je zadeva, ko bomo recimo držala vodo, skratka vse te stvari. In ki jaz se recimo osebno vidim, strah je ta, a ne, mi smo zdaj v fazi prestrukturiranja, govori se o 5000 novih delovnih mestih, ki jih treba zagotoviti, ne more biti vsak človek startup, ne more zagnati startupa, a ne. Je lahko močen podporni element, ali ne vem, v obliki storitev, fizičnega dela, kakorkoli, ampak največji strah je ta, da se marsikdo ne vidi, ne razume startupa, ne razume celega koncepta, ne razume, da gre v bistvu, če bi to pretvoril, bi lahko rekel, da bo cel kup manjših firmic, manjša podjetja ali pa samostojnih podjetnikov, ko imajo idejo, pa bi jo radi realizirali, a ne? Ker startup se sliši zelo hollywoodsko za nas, a ne? Zelo nekaj od nekod pripeljano, neki trendi, a ne? Mi pa rabimo kupiti kruh, a ne? Skratka, mogoče se mora spremeniti način komuniciranja v tem smislu, kaj je startup za Šaleško dolino. Ker, a veš, nekako jaz čutim, da mi še moramo najti tisto žerjavco, ko se bo razpihnalo v veliko ogenj, ker se mi zdi, da ne moreš vsega kopirati recimo iz Silicon Valley, a veš. Ljudje pridejo, ful doskrat so šli to ogledati, pa svaki, zdaj bomo pa pri nas tudi to naredili, a ne. Sam ne moreš, mislim, tu pa globalizacija tudi lahko pogrne, a ne, v tem smislu, ne, ker je treba prilagoditi, po mojem, vsebine lokalnim. Ja, definitivno. Pa mislim, da ne vem, če za našo dolino specifično, ker ne poznam toliko ozadja, ampak Trbovlje recimo z Devisoftom, ki zdaj razvija mesto akrobatov, gre zelo v to smer. In to mi je zelo všeč. Tudi v Trbovljih sta dve precej veliki mednarodni firmi postali v zadnje. Devisoft, Čipolo, mogoče še katera, ki jo ne poznam. Tako da mislim, da v splošnem, da gremo v pravo smer. Pa misliš, mislim, tukaj je absolutno pomembna strategija, kako izbiraš startupe, kam jih postaviš, predvsem pa se mi zdi, da je, kako gledaš na idejo, da bi v bistvu mesto ne samo ponujalo okolje, ampak v bistvu na nek način vzpostavilo neko inštitucijo, preko kjer bi v bistvu postalo tudi solastnik podjetja. In v resnici z tistimi 20-30% uspelih, ker vemo, da gre potem za velike denarje, tudi pridobilo vire investicije, mislim, financiranja občine. To bi lahko bila zanimiva finančni del startupov. Če imam kakšno posebno mnenje o tem, pač vir financiranja kot vir financiranja, mogoče, kar bi to pokazalo, je, da je res dolina zainteresirana za takšne vrste organizacij dela. Kar se mi ne zdi zelo dobro, se mi zdi pravzaprav. Ker zdi se mi, da problem, ki je, ki nastane, če v bistvu samo tu imate pa delite,
potem stvari, če niso na strateškem nivoju vodene in v bistvu usmerjene, potem v bistvu imajo več možnosti, da propadejo. Ja, zelo veliko je šuma, sploh pri startupih. Pri startupih vedno testiraš market fit, testiraš marketinške strategije, zelo veliko je testiranja, zelo veliko je odločitev, ki mogoče ne bazira na podatkih, ampak bazirajo bolj na gut feeling, se pravi bolj na intuiciji. In tako kot Alex Honnold, če lahko zmanjšaš to tveganje za kakršnimi koli prijemi, je to lahko samo plus. No, ti si imel pred kratkim, meni se zdela tista ideja dobra, veš, da imaš, recimo, tam je Silicon Valley, ne, že samo ime ti pove, ti že veliko pove, no, o kakem tipu startup pa vse gre. Tule pri nas, recimo, imamo idealno platformo za startupe, ki so vezani na okolje, ki so v kakršnikoli povezavi. Pa govorimo zdaj o zelenih tehnologijah, govorimo o novem načinu pridobivanja, ne vem, hrane, govorimo o reciklaži, skratka. O čiščenju okolja, ker vemo, da še vedno so posledice v okolju in v resnici je to odličen poligon, ki lahko v bistvu na majhnem skalu pomaga revitalizacije, čiščenja okolja in tako naprej. In okoljske in družbene v resnici, in s tem socialne potem. Ker je vedno bolj to v bistvu tražena roba, tako po znanju recimo, kot po recimo aplikacijah, kot po ljudih, ki bi bili strokovnjaki, ki bi bili na tem področju sposobljeni, da lahko, tako smo pač imeli, takrat, ko je bil premogovnik z vsemi temi tehnikami odkopa, po celi Jugoslaviji smo servirali naše storitve, prodajali tehnologijo, ki je bila zelo uspešna. In jo nenehno tudi razvijali in nadgrajevali. In se mi zdi tu, meni osebno bi bil zelo dobra platforma startupov tule, če bi poiskali navdih v lokalnem okolju. To se mi zdi, da bi bilo lahko skoraj neka taka mantra startupovcev, ki pridejo sem. Se pravi, ne da pride neka vsebina sem, denar gre nekam čist drugam, razvija se, plačani so čisto nekje drugod, dolina pa recimo konkretno, ki si bo mogla slejko prej pomoč zaradi pač vseh teh industrijskih brasta, nima pa od tega nič. In se mi zdi, da če druga ne, da je že dovolj to, da poiščeš v njej navdih, pokažeš kot primer dobre prakse, pa čuti se pa pri mlajših generacijah, da si to želijo, da se hočejo ukvarjati z okoljem, da se hočejo postaviti nek boljši svet, boljše, mislim, kultura bivanja bi radi vzgojili na drugačen način, ker je bila zdaj. Skratka, in to je tisto, ko je zelo močen lahko skok iz cone obdobja. Zdaj pač tudi sistem zdaj zaenkrat laufa, pač pobrali smo iz doline, kar se je praktično dalo pobrati, zdaj si mora pa to pomoč in načinov je zagotovo startup koncept eden izmed, po mojem, zelo dobrih lahko. Ampak nišni, a ne, to predlagaš. Ja, tako. Ampak ravno se tudi, kadar delaš posel, v bistvu, ko odkriješ nišo, lahko to postane velika stvar. Če se spomnimo recimo elektronskega bančništva, ki so ga banke razvile samo za podjetja, pa so pa navadni uporabniki prosili, dajte nam to, mi bi to imeli, ne, to ni za vas, danes imamo pa vsi to. Je v bistvu ravno ta razmišljanje izven okvirjev. Ampak jaz bi se še na eno stvar osredotočil, recimo, vi imate sedež v Angliji, ne? Vem, tudi jaz, ko sem bil v startup svetu, so vsi slovenski startupi naredili podjetje tudi v Angliji. Problem so davki, obdavčenost podjetja, skratka, tudi že, ko dobiš ti investicijo v podjetje, ki jo ti krvavo rabe za to, da razvijaš, ti jo obdavči država. In
In to so pač je problematika pač naše zakonodaje. Kako ste imeli vi s tem? Ja, malo manj smo podvrženi temu kot podjetje v Angliji. Je tudi botrovalo, žal, da smo tam namesto v Sloveniji, se pravi delno tudi, ker je visi iz Anglije, delno to. Sicer to ustanovili smo pred Brexitom, tako da po Brexitu je malo se je zakompliciralo, ampak ne toliko, da bi rekli, da obžalujemo odločitev. Seveda bi bilo super, če bi lahko v Sloveniji, to mislim, da nič revolucionarnega ne bom rekel, če pravim, da slovenska davčna zakonodaja ni najbolj naklonjena startupom in podjetjem. Sploh, če pogledamo to zdaj, kaj Hrvaška dela z davkom na dobiček in tak naprej. In seveda vsi upamo, držimo pesti, da se bo to spremenilo, da ne bo ostalo samo pri obljubah, ampak tudi pri dejanjih, da se bo spodbojalo takšno okolje podjetja. Torej bo občina mogla nekaj tudi na tem področju narediti, če bo hotela postati dolina startupov. Lahko se definitivno na lokalnem področju to naredi. Ni potrebno, da je na državnem prej. Tako da je še za to tu priložnost, še za razvoj tega modela. Priložnost je res veliko. Pa kar je zanimivo, je sploh v tem mit oziroma post-AI obdobju, da so to firme, ki jih ne bo moral, oziroma področja, ki jih ne bo moral AI nadomestiti. To so področja, ki so fizična, ki so tangible. In me res zanima z optimizmom, kakšna bo prihodnost. Zdaj si pa omenil AI, pa smo tam. Pa smo tam. Ja. Mislim, tam pač tema, ki je vroča, se mi zdi, da vedno bolj. Pa če se sam vrnemo nazaj, preden se mogoče malo poglobimo v celotno to tvoj pogled na umetno inteligenco, a jo že uporabljate vi pri Eleanor? Pa ne govorim o spoštljivem dopisu po mailu, zato da je stranka ne bi zamerila, ampak bolj konkretno. Bolj konkretno, ja. Še posebej programerji jo uporabljajo za pomoč pri programiranju. Uporabljamo jo tudi za pomoč pri organizaciji, definitivno. Razvijamo tudi produkte, ki bodo AI zapakirali oziroma module, ki bodo AI zapakirali v naš produkt. Tako da mislim, da temu se ne bomo mogli izogniti. Sploh, ker je to tako močno orodje, ampak je pa res, da je tudi za AI pravijo, da je trenutno v mehurčku. In je vedno treba gledati, po mojem mnenju, kakšen bo končni rezultat, oziroma izhajati iz potreb ljudi, kakšne probleme konkretne lahko rešuje. Ne samo zato, da lahko zapakiraš pa rečeš AI uporabljamo. Ampak da lahko neke konkretne rezultate, za katere bi druga orodja ne bila dovolj dobra, narediš z AI-jem. Eno od takih, recimo, ki ga razvijamo, je pomoč pri interpretaciji podatkov. Sploh v rezortih je neka ogromna količina podatkov, ki včasih, če samo številke gledaš, vprašanje, kak smisel imajo, razen če nisi zelo izverziran v interpretaciji teh podatkov. In v takih primerih lahko je zelo pomaga, pa to praktično nič drugega, kot da mu podaš en kup podatkov, kontekst in dobiš ven lepo razlago v angleškem jeziku oziroma v human language, zakaj so neke številke tako so, zakaj je neka zasedenost takšna, kot je, zakaj nekdo ni moral bukirati. To so take, jaz rekel, mikrofutures, ki so zelo lepo sopadajo z AI-jem. Jaz se spomnim 20 let nazaj, ko se je govorilo o teh karticah zvestobe, ko so se uvajale, pa so v bistvu Mercatorji, Špari imeli ogromno podatkov, s katerimi niso imeli kaj početi.
To je v bistvu ravno ta orodja zdaj omogočajo bistveno hitrejšo analizo in tudi bolj jasno interpretacijo rezultatov. Ja, tako je. Ja. Ampak recimo umetna inteligenca, a ne? V bistvu obstajata skoraj taka dva pola ljudi. Eni so tisti, ki so jo pač sprejeli, drugi pa pač tek se hočejo pač malo hočejo ignorirati, no, ali pa na stran dati, in eden izmed takih polov zelo močnih, ko je hoče na stran dati, je recimo tudi kar precej šolski sistem, a ne? Pravi pač brez telefonov, brez računalnikov, boh ne daj s ChatGPT-jem ustvariti kakšno besedilo, pa to, kaj gledaš ti recimo tek na splošno, kaj je za tebe umetna inteligenca v normalnem življenju, ne v življenju računalniškega mojstra, ne? Aha, se pravi, v vsakdanjem svetu. Ogromno ljudi, ko se pogovarjam z njimi, pa reče, pač, da delamo že z umetno inteligenco, kar zavije z očmi, a ne, pač, ja, a še vi, a ne, zdaj še pa vi, a ne. Tak, kako vidiš to, kako gledaš na to zadevo? Se pravim, to je orodje, ne. Zelo močno orodje, zelo univerzalno orodje in vse načine, na kakršne uporablja to orodje, smo šele zelo na začetku. Pravzaprav tako interneta, ne. Vsej, ko se je internet začel, tudi ni bilo potencijala izkoriščenega niti par procentov, ne. In zelo podobno je zdaj, se pravi, tisto, za kar se zdaj uporablja, je zelo daleč od tistega, ker se bo uporabljal čez 50 let. Ne. In v vsakdanjem življenju je, tako se rekel, večinoma je to za kakšno kreativo, za kakšne dopise, kaj takšnega delata. Ne. Po drugi strani pa glede na to, da so oziroma te large language models oziroma jezikovni modeli naučeni na celotni bazi človeškega znanja, veliki bazi človeškega znanja. Vidim tudi, da zelo veliko ljudi uporablja namesto Google, se pravi za iskanje, kar je tudi tak trenutno malo dvostransko, ne, sploh zaradi halucinacij, ker ni vedno pravilno. Tisto, kar ti reče, AI je bil naučen oziroma trenira za to, da je asistent, da je helpful, da pomaga. In na račun tega pa tudi da je zelo samozavestno podal kakšne podatke, ki pa ne ustrezajo tistemu, kar so. Ne. Tako da ni to neka baza znanja, ampak je orodje in tako vsako orodje ga moraš tudi malo preveriti, malo držati v vajetih. Pravzaprav enako kot Google konec koncev. 20 let nazaj, ko smo delali raziskave za kakršnekoli seminarske naloge, za karkoli, si šel gledati v enciklopedijo, ne? In je bil Google tisto, pač nekaj si najde na Googlu, to ne more biti merodajno. Ne? Zdaj pa ravno obratno, ne? Zdaj pa tisto, kar najdeš na Googlu, je merodajno, v narekovajih, tisto, kar je v AI-ju ni merodajno, ampak noben več ne reče, ko je šel kakšen research delati, kakšno raziskavo, da je to našel na Googlu. To je pač naredil research oziroma naredil raziskavo in so to informacije, ki jih je najdel, ki jih je preveril, ki jih je validiral z večjimi izvori in na enak način jaz mislim, da je tudi AI potrebno uporabljati. Ta terminologija iz razoslovja v smislu, kje si kaj najdel, to, kar si rekel, da si najprej pač to si najdel na Googlu, pol je bilo obdobje, kjer nisi več razlagal, da si najdel na Googlu, ker si pač šel surfat. Zdaj se pa ogromno uporablja to mi je ponudila umetna inteligenca. V bistvu gre zdaj, po eni strani gre za malo degradacijo vsem tvojega dela, ker konec konca si ti mogel v umetni inteligenci postaviti neka konkretna vprašanja, zato da ti je bolj konkretno odgovorila. Tako da ni sam umetna inteligenca ti s tem postegla, ampak ti je pač odgovorila na tvoja vprašanja. In je zanimivo to, kako se to spreminja. In pravijo, da pač na koncu, mislim, pač v kar zelo kratkem času ne bi več govoril o umetni inteligenci, ampak pač pridobil sem te informacije ali pa pač to piše, to je, spravi, skratka, ne uporabljaš več tega, to mi je ponudila umetna inteligenca. Zelo nek specifičen vir. Samo veš, ti poudarjaš, to je orodje.
kot kakršnokoli drugo orodje ga je treba znati prav uporabljati. Ja. In si rekel, šola recimo danes je ful odklonilna od tega. Ne? Ogromno ljudi ima totalen predsodek do umetne inteligence, da je, ne vem, pač ima take in take nevarnosti pa halucinacija. Ne? Ali pa je ne Bolj bi zna kdo rekel, uporabljati, uporabnik je len, ker išče bližnjice prek AI-ja do ne vem česa. V glavnem, a bomo, pa kakor bo to hitro napredovalo in postajalo zmogljivo orodje, ki bo ful lajšalo, pač res lahko everyday life pri tem, kak odnos imamo zdaj kot družba do tega, pa sploh naš izobraževalni sistem, a bomo običajni ljudje, ki nismo toliko informacijsko pismeni, sploh kdaj usposobljeni za res to orodje uporabljati na način, da nam bo ful koristilo v lifeu. Zelo dobro vprašanje. Mogoče bi se vrnil nazaj na arhiv pesimistov. Zelo podobno so govorili tudi o internetu, o kalkulatorjih v šolstvu. Še mi smo bili generacija, ker so rekli, morate naučiti na pamet poštevanko, zato ker ne boste vedno imeli kalkulatorja sabo. Pa se vidiš, telefon in tako naprej. In jaz sicer otrok nimam, tako da ne vem, kako je moje mnenje merodajno v šolstvu, ampak glede na to, da šolstvo bi naj pripravilo otroke na življenju v svetu, svet se spreminja, AI bo del sveta. Mislim, da bi bilo zelo pozitivno, če bi predstavili takšno orodje. Ravno zaradi tega, kad si rekla, orodje kot orodje ga je potrebno znati uporabljati, poznati moraš njegove slabosti. Tudi internet se zdaj uči, 20-30 let nazaj se ni učil, so rekli nič interneta. Pač pisni viri so samo tisto, kar štejo, zdaj pa na takšen način vidiš, katere informacije na internetu so merodajne, kako preveriš vir informacij, kako preveriš težo informacij, kako narediš korelacijo med informacijami in podobno, po mojem, se bo zgodilo tudi za AI. Zdaj sem ful, bi lahko šla v ta arhiv pesimistov, ker sem res zaskrbljena glede tega, ker v bistvu šolski sistem še tej poplavi informacij, ki jih je prinesel internet, ni nasledje. Recimo, pač način, se pravi, poučevanja in izkazovanja znanja je še vedno usmerjeno v to, da ti neki znaš, pomniš in to pol naprej podajaš. Mi v 20 letih, ko je internet povsem dostopen, še vedno se ne učimo filtrirati, vrednotiti, se pravi ne brskati, filtrirati, vrednotiti, preverjati informacij, kar bi bilo bolj ključno, kot pa to se naučiti 5 podatkov iz odstavka v učbeniku. Kaj šele, da bi se zdaj začeli učiti uporabljati AI kot orodje? Mogoče bo pa res to tista brca v ta zadnjo, da se updatajo. To ful skrbi, res. Ker meni se zdi, tako kot je bilo recimo v času Googlea, je najbolj pomembno bilo se naučiti zastaviti pravo vprašanje. Danes je promptanje. V obeh primerih dobiš neke informacije. Problematična se mi pa zdi odsotnost izkušenj. Zaradi tega, ker ti ravno na osnovi izkušenj lahko vrednotiš dobljene podatke. Zaradi tega, ker danes, če daš ti AI-ju napisati tekst, ti ga sicer napiše, imamo lepo besedo za laži halucinacije, ker jaz temu, ker kako se on izgovori ven, ko to si pa zmislil. Pardon, pri ponovnem preverjanju se je res izkazalo. In ravno to, potem imamo primere ljudi, ki so ugotovili, da jim sol škodi, pa so v bistvu bromov klorid začeli uporabljati, pa v bistvu resne posledice utrpeli zaradi tega. Ampak hočem reči to, da če nimaš ti izkušenj in ta nova generacija, ki v bistvu bo zrasla z AI-jem, bo imela vse te stvari servirane. In če ti nimaš real life izkušenj, kaj to pomeni v resnici v življenju, se mi zdi
če se pač poslužim tega filma Idiocracy, da lahko pride do tudi, pač v skrajnem scenariju, v arhivu pesimistov, do zalivanja koruze z Red Bullom. Energijsko pijačo. Ja, ampak ravno tukaj je ta odsotnost izkušenj, tega v bistvu intelekta, kjer v bistvu ti preizkušaš zadevo. Danes recimo si poln nekih zgodovinskih novih odkritij po socialnih omrežjih, ki so v bistvu generirane z AI-jem. Prej ob prvi kampanji Trumpa smo se prvič soočali s fake newsi, pač z lažnimi novicami, ki so jo v bistvu, kdo jo je razvil, mladina iz Makedonije, iz Velesa. In ravno to, kaj je virtualno, kaj je resnično, to razlikovanje, ta občutek ti lahko da izkušnja. Ja, res, ja. Ampak, če se navežem na to, ravno prej, ko smo govorili o navdihu okolja za start-up platformo šaleško, recimo, je tu pa lahko pomaga umetna inteligenca tudi, da servira navdihe. Ne govorim samo o tem, da servira, kak bo pot naprej, ker je to, zakaj? Zaradi tega, ker imamo izkušnje iz preteklosti, zavedamo se, v kakem okolju živimo, zavedamo se, kjere rane vse je treba zaceliti, in če pravilno vprašaš AI, bo tudi odgovoril z navdihi. To pomeni navdihi tudi za šolstvo, za nove poklice, pa ne govorim to, da je to zdaj stvar 5 vprašanj, ko klikaš na njih, ampak je treba pač pa seveda tudi razviti se pravi načine, kako delovati naprej, ampak tu se mi zdi recimo, da lahko zelo lepo pride, zaradi tega, ker bo povzela trenutno stanje, preteklo stanje, pa postregla z navdihi. In to se mi zdi tudi orodje, primerno orodje za iskanje navdihov. Tako je pač narava tudi zelo navdihujoča, ko greš, je isto orodje za nekoga, da pač najde v njej inspiracijo. En primer pa boš povedal, če je dober, ko si razlagal o problematičnosti odsotnosti izkušnje. Imam dostop do enega language modela, ki ga uporablja več ljudi, in nekdo je promptal vprašanje, ne vem čisto dobesedno, ampak v smislu, koliko časa rabiš za vezavo magistrske naloge, to je bil prompt. In sem si mislila, ravno to, kar si prej rekel, zdaj ga uporabljamo, kot smo prej uporabljali Google, to je rabiš izkušnjo v bistvu, da veš, kaj bo v ozadju vezave in kak naj language model odgovori na to. Res je, ja. Ja, sej to mislim, da smo enkrat imeli podobno debato, kaj si mislim o tem AI-ju, da je to zelo velika ekstrapolacija navodila. Ko daš ti language modulu neko navodilo, kako prije do tega končnega rezultata. In če smo to prevedli na nek realni svet, če se otrok za računalnikom zadere, mama, jaz sem že ena, koliko implicitnih informacij mora mama vedeti, da se na koncu flaška koga-kole znajde pred otrokom. Od tega, da ve, da to ni podajanje informacije, ampak da je vprašanje, da je zahteva, do tega, da ve, da bo Coca-Cola potešila njegovo željo, do tega, da ve, kaj je hladilnik, do tega, da nenazadnje zna hoditi do hladilnika, pa ga odpreti. Da ima predinformacije, da še ni nič pil, pa da v bistvu, ali pa da je to samo neka... Tako, ja. In to je en video od Richarda Feynmana, od slavnega fizika, ki je na podoben način magnetizem razlagal. Koliko je teh implicitnih informacij, ki se jih sploh ne zavedamo, potrebnih že za izvedbo neke trivialne akcije. In to mislim, da pri promptanju večina ljudi se ne zaveda. Bolj kot je tvoj cilj oddaljen abstraktno od tvojega prompta, več implicitnega znanja je potrebnega in več je možnosti, da AI zaide levo, desno, da ne bo prišel do tvojega cilja. Tako da, če je nekaj, kar bi svetoval, je samo to,
dajte čim več informacij, a ne. Čim več konteksta, tako če bi nekemu vesoljcu razlagal, a ne. Ki bi ga vprašal, koliko časa je potrebno za vezavo magistrske naloge, povemo, kje si, povemo, koliko imaš magistrske naloge, povemo, čim več informacij podata, ne. Tudi, če se zdijo trivialne. Mogoče ravno te informacije ta language model nima v bazi. Ja, ker zdi se mi, da problem lahko samo za tole generacijo, ki zdaj odrašča s tem, pa modeli še niso razviti, a ne? Ker s časom, kar se bo razvijala in v bistvu bo znala brati že tudi dobesedno misli, ko boš, pa ne mislim zdaj tako metafizično, ampak konkretno v tem predvidevanju tebe kot človeka, kako se obnašaš, kakšne so tvoje predispozicije, zaradi tega, ker preko sled bomo prišli do AI agentov, a ne? Vsak bo mogel imeti svojega, če bo hotel v tejle dirki sploh sodelovati, a ne? Bomo pa v bistvu, bo ta generacija, kjer nima niti generacija, niti AI izkušenj, bo v bistvu imela določene probleme v prihodnosti. Ko bo pa AI nadomestil izkušnje od ljudi, a ne, noter se bojo pa te problemi začeli zmanjševati. Ko smo že pri AI-ju, določene stvari, mislim, pač govorimo o pametnih tehnologijah, a ne? Bili smo že pri tebi, vemo, da si ustvaril nek model že zelo, kako bi rekel, zelo sofisticirane, pametne hiše. A ne? Se pravi, cel kup nekih zadev si povezal to, da skrbijo zdaj, da deluje hiša namesto tebe. A lahko malo opišeš, mislim, kaj so ti, recimo, moduli? Kaj so ti moduli? Ja, mogoče navzven deluje zelo sofisticirano. Začelo se pa pravzaprav kot eksperiment, tako se pri meni večina stvari začne, ampak eksperiment bolj človeške psihologije, ne? Namreč, ko slišimo pametna hiša, ponavadi nam v vizualiju pride katera od onih reklam, kjer se človek zbudi zjutraj in tako je AI začne igrati glasbo, ga pozdravi in tako naprej, ne? Mene pa bolj zanimalo, če lahko z nekimi pametnimi rešitvami odpravim neke mikro nevšečnosti, mikro neprijetnosti ali pa samo mikro stvari, ko jih delamo vsak dan, pa se jih mogoče sploh ne zavedamo in me zanimalo, če se lahko na to navadimo, pa kakšen je občutek, ko se na to navadiš. Recimo en primer isto iz fizičnega sveta, iz zgodovine, vsi imamo luči v spalnici, ne? Ob posli. Ampak imaš v posli stikalo, ga nimaš na steni na drugi strani, ne? In vse, kar bi ti vzelo, če ne bi imel tega, je 10 sekund, da ostaneš, pa da ugasneš luč, pa greš nazaj, ne? 10 sekund ti prihran, ampak čisto nobeden se ne vpraša, zakaj nimamo stikala tam, zakaj ga imamo tu, ne? In isto sem se spraševal, če lahko kakšne druge stvari optimiziram na tak način, da tudi, če se ne zdijo velike, da kumulativno, da bojo prinesla malo več časa, da kaj drugega ali malo več udobja, fokusa, mogoče tudi prihranka energije in tako naprej, ne? In začel sem praktično z eno pametno žarnico, ki spreminja barve in to je to, ne? Ena seveda očitna uporaba take žarnice je samo za to, da je lahko prek aplikacije. Druga, ki je bila pa mi bolj zanimiva, je pa to, da ravno v tistem času sem dobil akvarij udar in sva z ženo vedno imela težavo, da skomuniciramo, kdo že nahranil ribe vsake 3 dni, ne? In kar sem preprosto naredil, tista žarnica je živela blizu akvarija, na vsake toliko dni
je se prižgala modro in to je bil znak, da je treba nahraniti ribe in ko se nahrani ribe, si pritisnil en gumb in je žarnica ugasnila. Torej, tisti, ko je prišel, ko je videl prižgano žarnico, je nahranil ribe in jo resetiral. Pavlov efekt. Tako, ja, ne. In potem je ta zadeva rasla. Ena od stvari kot programer mi je tudi blizu svetloba primerna, ne? In tisto, kar vsi vemo, je hladna svetloba, najbolj primerna za zvečer, zaradi hormona spanca. In kar sem potem naslednjo nadgradnjo naredil, je celo hišo, vsaj bivalni del, pametne žarnice, ki spreminjajo temperaturo svetlobe samodejno od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Kar pomeni zjutraj, ko vstaneš, avtomatsko hladna svetloba, zato da se telo prebudi, zvečeri, ko je tema, ko se telo začne pripravljati na počitek, počasi, gradualno na toplo svetlobo. Ne? Ta circadian ritem, jak se po slovensko reče. Vemo, ne? Potem smo šli naprej na energijo. Ne? Vsi vemo, sploh po zimi, ko imaš radiatorje prižgane, če odpreš okno in luftaš, se takoj mama zadere od zadaj, zapri radiator. In to je tudi ena od takih stvari, ki se da avtomatizirati. Senzor na okno, če okno več kot 5 minut odprto, pametni termostat ugasne ogrevanje. In preprosto je to nekaj, na kar ne rabiš več razmišljati. In isto, ko greš od doma, se termostat zniža, ko prideš domov v nek krog, se hiša ogreje, isto za poletje, za klimo, če imaš klimo prižgano in odpreš okno, preluftaš. Zakaj bi klima delala, zakaj bi ti razmišljal o tem, naj se klima ugasne. Če smo pri zapiranju okna, mislim, da imaš celo senzorje za onesnažen zrak, sploh po zimi, PM2. Ja. To je res, ja. To sem enkrat dodal, ko je bil neka večja koncentracija onesnaženega zraka. Če je odprto okno, senzorji vedno merijo v zadnji kvaliteto in te opozorijo, če imaš odprto okno, zapri okno, odzunaj je onesnažen zrak. Pa namesto tega raj na drugačen način ali pa kasneje prelufta. Pa se ti kaj na računih, na položnicah poznajo? Dejansko se. Poraba energije je precej manjša. Sploh potem, ko sem implementiral tudi termostate na ne samo centralnega, ampak na posamezne sobe. Tako da se vedno ogreva samo tista soba, v kateri nekdo je. Sicer to še nisem avtomatiziral, pa imam tudi namen, da se samodejno ogreje, ko nekdo pride v sobo. Ampak ja, dejansko se pozna in na udobju, in na prihranku energije. Tako da tvoji radiatorji so ugasnjeni, kadar vaju ni doma? Ja, tako. Ja. Pa imaš vse nižje, pač se ti to pozna na položnici, imaš nižje stroške. Tako, ja. Kar demantira to teorijo, da je treba imeti skozi mal zagreto bajto, ker če ugasaš vmes radiatorja, ko ti ni doma. Ugasni pomeni zmanjšati temperaturo. Bistveno zmanjšati. Ja, bistveno zmanjšati, tako ja. Da je na določeni temperaturi, pa dogreje v bistvu, zato ker če ne štarte... Da ne priješ v hišo, ki ima 15 stopinj. To je recimo en izmed pogledov, v katerem pač dan danes, ko toliko opozarjajo na, da je treba varčevati, pa zapirati radiatorje, pa sanirati fasade, pa to. Nismo govorili, mislim, nikjer ni zaslediti tega, da bi bile sugestije, da bi si pametno hišo, pametno stanovanje, ki ga lahko v bistvu se investicija, konec koncev, ni velika investicija to, da recimo neko stanovanje, recimo vsaj v prvi fazi opremiš, da kontrolira temperaturo, pa recimo svetlobo. Ker se čuje ful zajebna. Senzor ta, senzor on. Ne, to je sploh v zadnjih 5 letih toliko ratalo popularno, mogoče tudi razvito, da so te možgani brezplačni, rabiš v bistvu en manjši računalnik, tudi ranga, ne vem, 30 €, 40-50. Te senzori so pa tudi poceni, so te zadeve, pod 10 €. Čisto dostopno. Torej, če primerjamo... Termostatske glave, pametne,
30 evrov, nekaj takšnega. Primerjamo z Fasade ceno nove fasade za 15.000 evrov. So to tako. Res, in to je bil tudi en mojih ciljev. Ne? Se pravi, nisem želel imeti take ameriške pametne hiše, ampak z zelo malimi koraki, zelo malimi spremembami, da vidimo, na kaj zelo vse se lahko človek navada. Ne? A niša za to izvajanje te storitve je pa že zapolnjena, oziroma zakaj tega nisi pol pretvoril v biznis? Biznis ima malo druge zahteve. Tam stvari ne smejo delovati 99%, ampak 100%. Pri meni pa deluje 99%. Aha, in ti si pol valjda lahko sam to poservisiraš. Maja Novak si pač ne more. Ne more imeti pametne hiše. No, to je pa mogoče težje, no. niša za vzdrževalce. Ampak to bi recimo komunalna podjetja lahko ponudila kot storitev. a ne? Ja, sej nekaj časa so, mislim, da je Mobitel ponujal od Samsunga pametne naprave, To se spomnim. pa jih ne več, pa tudi Lidl jih je imel. Sam mislim, da je bilo bolje bilo govora o tehnologiji, kot pa govora o rešitvah problemov, ki jih lahko ta tehnologija ponuda. Ne? In mislim, da je to bilo tisto, kar je potrebovalo. Mogoče trenutno za to. No. Po mojem gre za delne rešitve, a ne gre za celostne rešitve, ker ti kot komunalno podjetje bi verjetno celoten nabor različnih rešitev ponudil, od ventilov do senzorjev. Tako si moraš pa sam to nabrati in navaden človek tega saj ne to. zmore. Ja, a ne. tako je. Sej tudi pri meni je Kaj bila še ta le pot. zvezati, pa pol servisirati, kako je zašteka. Sorry, izvoli. Ja, tudi pri meni je bila ta pot dolga. Ne? Se pravi, od ene žarnice do trenutno, ne vem, 50-60 pametnih naprav. Fakt, no. Kaj ti je pa zdaj tak favorite feature v Kaj je moj vajnem favorite domu? feature? Lahko povem, kaj je favorite feature moje žene. Ja. Se pravi, ker imamo pametne naprave, tudi, okay, kot prvo, filozofija moja, kar se tiče pametnih naprav, vse morajo imeti tudi fizični backup. Se pravi, vse žarnice, če se karkoli zgodi, če tašča pride na obisk in tako naprej, mora isto znati prižgati, kot da ne bi bila pametna hiša. Ne? In iz tega razloga imamo tudi eno tablico, s katero lahko prižigaš, ugašaš luči, vidiš nekatere informacije. In ena izmed njih je, da ko klikneš na sliko telefona, da ti začne zvoniti telefon, kjerkoli v hiši je. To je moje žene, favorite feature. Moje pa definitivno, kar se vzdrževanja tiče, glede na to, da imava 3 pse, pa do nedavnega smo imela 3-4 muce. Imamo v vsakem nadstropju pametni sesalc. In filozofija moja, kar se tiče pametnih sesalcev, je, da naj bi z njimi imel čim manj interakcije, kot je možno. Se pravi, ne da vsako soboto klikneš na čisti, pa potem ga gledaš, kak čisti je in da te na poto, ampak da naj bi to sam delal in da naj bi to delal takrat, ko tebe ni zraven. Zdaj, kdorkoli je imel psa, ve, da ko greš od doma in ne daš sesalc robotski na timer, ker je samo enkrat dosti, da se naredi kakšna nesreča in boš vrgel stran vse skupaj. Ne? Tako da sem naredil preprosto avtomatizacijo. Takoj, ko gremo od doma, v roku 5 minut se začne sesati. Tako da nikoli ne vidiš dejansko sesalca, pa nikoli se ne more zgoditi, da če te 3-4 ure ni doma, da bo čez 3-4 ure začel sesati, pa boh ne da nekaj naleta. Ne? Ampak recimo, da je pa 99% možnost, da takoj, ko greš od doma, se pa še nič ni zgodilo. Takrat je pozornost še druge, pa še ni maščevanja. Pozornost še druge in še ni maščevanja. To je to, ja. Ej, ko smo pa glih pri teh hecih, a ne, tudi mal, že prej si omenil v času korone, kako se je vse zapakiralo, pa to, no, si avtor viralne aplikacije. Ukrepomat. Malo je začelo pa ena zadeva, naftalino ko smo jo- dišasto noter. To je pa ena zadeva, ko smo jo spremljali skupaj v najbolj intenzivno opa celici,
kjer je Roman naš dolgoletni član in sodelavc. In moram priznati, da sem jaz prvič takrat prišel blizu v stik z neko viralno zadevo. Daj malo piš, no, ker si bil tudi na valu 202, pa še marsikje. No. Ja, Kaj zadeva? Najprej uide kontroli, pa kam moraš pa narediti, da začne. Ne vidimo člane OPA celice. Ja. Zelo naravno. Zelo naravno. Ja. Ja, kako zadeva rata viralna. Firme so, ki se s tem ukvarjajo, meni se je zgodilo to čisto po nesreči in vedno to je bilo v obdobju, kjer smo, mislim, da kolektivno bili vsi malo zafrustrirani z nelogičnimi, saj iz našega vidika, ukrepi za zaščito. Ne? In nekje, mislim, da na spletni strani Reddit je en Slovenec dal komentar, da deluje na tak način, kot da je tako da je takrat slovenska vlada ukrepe delala na takšen način, da je dala samostalnik, pridevnik, pa pač nek naključen glagol. In se mi zdela to ful dobra ideja in sem točno to naredil. Ne? Seznam pridevnikov, seznam glagolov. Še nam si poslal, ne dopišemo zraven, če se še kjer ga spomne. Tako. Ampak noben od nas ne vedo točno, za kaj se gre. Ja. Se pravi, pridevnik, glagol, samostalnik pa izjema. Ne? In od začetka je bilo to samo par kombinacij in sem to postal isto narediti nazaj in potem je tako vse viralne stvari zajelo svoje življenje. Ljudje očitno je rezoniralo. So rekli, da je marsikater predlagan ukrep tam bil bolj smiseln kot tisto, kar je takrat bilo predlagano. Ja, tako zanimivo. Ampak je bilo, kaj se je zgodilo, mislim, če se še prav spomnim, no, da si imel to najprej na lokalnem serverju, bi si mogel migrirati zadevo, ker je šla, se jaz prav spomnim. Ja, mislim, da na nekem trenutku, da je bilo čez 150,000 ogledov, ja, dnevno. In ja, potem sem naredil tudi možnosti, da si lahko to delil na socialnih omrežjih in se je nekaj časa kar zelo pojavljalo. Kar je v bistvu bilo skoraj malo škoda, da je korona minala, ne? Če se izrazi malo bolj v hudomušnem smislu, ker bi lahko razvil poslovni model, ga ponudil vladi, in za predlog. Bi lahko nadaljevali z ukrepi. Nadaljevali z ukrepi, ja. Sej, to je bil princip stvari, ne? Pomagamo vladi z novimi ukrepi. A pa stran še obstaja? Stran, ne, mislim, da lansko predlansko. Tukaj na OPA celici vidim, da imate še... Ukrepomat. A na OPA celici smo še... 20 925 498 kombinacij predlogov. Je bilo. Je bilo na eni točki, ja. Smo še malo dodali zraven. Ne, pa kaj je bilo najbolj zanimivo, res ta na valu 202 so takrat povedali, so rekli, v bistvu ravno v tem smislu vemo, da ste vsi pač zafrustrirani pa tak naprej, kar se ukrepov tiče, pa pač izražate nelagodje ob tem, ampak pejte na ukrepomat, ker to pa morate probati, sami si boste ustvarili svoje ukrepe. Bilo je, ni bil samo moment viralni, bilo je nekaj, kar je v bistvu malo je ljudem ulilo optimizma in se mi zdi, da se kar dostikrat zgodi, da tiste aplikacije, ki so uspešne, so tiste, ki ti pokaže mogoče eno drugo plat življenja, ki je dobra, ki je mogoče bila tudi spregledana ravno zaradi tega, ko pač mogoče nisi bil vzgojen v tej smeri, da bi to videl, ali si v sistemu, ki tega ne vidi, ali ti ne dopušča. Se mi zdi, da so dobre tudi že igrice same kot take, so, recimo vem, da par let nazaj so postale popularne igrice, ki izdelujejo, kot da so ročne, kot da so kolaži, kot da so makete, ki so izdelane iz kartona. Skratka, pač ta pristen stik človeka je tudi v digitalnem svetu se vidi, da zelo prisotni in tudi če GPT konc koncev je vljuden do tebe, lahko se celo poheca nad svojimi neumnimi odgovori in tak naprej. Skratka, po mojem, to nikoli ne bo šlo ven. Ne bo svet sam en.
Ne, to pa je nič, človeška ne, narava. Ne bo da tehnokratski. Tako, ja. Še ne drugega, vedno najdemo humor v resnih situacijah. Ja. Tako da bi lahko rekli, da si programer s smislom za humor. Upam. Upam, ne. Sigurno, to je kar prefinjena akcija bila. In tudi v bistvu tako zelo zeitgeist takrat. Prej si omenil, pač, da se pri sesanju lahko zgodijo tudi nesreče, če imaš kužke. V bistvu veliko tudi potuješ, tudi s kužki. Poskušamo čim več. Ja. Pa v bistvu pri tem uporabljaš tudi AI za načrtovanje poti. Kako v bistvu kot ljubitelj psov poteka eno tako načrtovanje? Tako načrtovanje. No, moje izkušnje bojo zelo, kako temu rečejo, statistično nerelevantne, ker praktično smo, zato ker imamo z svojo drago trenutno 3 pse, sva zelo omejena, kar se tiče destinacij, kamor lahko potujemo. Mogoče z enim, 2 malima še gre, s 3 škotskim ovčarjem že malo po strani gleda, tako da smo lansko leto sva se odločila in sva šla v nakup avtodoma, tako da sva lansko leto pravzaprav začela potovati z avtodomom. In eno prvo večje potovanje je bilo Danska. In ja, tako se je omenil, sva zelo tole pa na poti nazaj v Berlino, Brandenburška vrata, ker sva se ustavila za 3 ure, nekaj takega, potem šla naprej. Ja, zelo veliko sva uporabljala ChatGPT. Ideja je bila, da glede na to, da imamo življenja splanirana ne vem koliko časa vnaprej, da ko gremo potovati, da je čim več spontanosti. Ampak psi pa spontanost je vedno malo na nasprotnih poljih. Tako da sva dosti uporabljala AI za načrtovanje poti iz dneva v dan. Se pravi, tukaj sem, zanimajo me takšne stvari, sem s 3 psi, na voljo imam toliko pa toliko časa, kaj priporočaš za ogled. In mislim, da je to kar relativno razširjena uporaba ratala zadnje čase. Lahko potrdim, da deluje dobro, lahko pa tudi potrdim, da, tako smo že prej rekli, moraš preveriti informacije, ki jih dobiš. Predvsem odpiralne čase. Predvsem odpiralne čase in dostope. tudi dovoljenja vstope z psi in tako naprej. Ampak ideja je pa dobra, ful ti skrajša samo pot raziskovanja. Ja. Tako kot je Bojan prej rekel, za navdihe, za kreativo, da dobiš nek nabor možnosti, iz katerih lahko potem ti malo globlje raziščeš, je pa nepogrešljivo orodje. Ali pa to, ki je meni tudi recimo na potovanju prav pride, recimo, da imam v nekem radiusu 3 zanimive lokacije, samo en dan, naredi mi primerjavo med njimi, analizirajo vse 3 in mi pol naredi v bistvu SWOT analizis varianta, da se jaz potem lažje odločim, kaj od tega 3 izberem, če lahko zberem samo eno. Ja, tako. Take reči, in to mim grede, ko si na kavi ali pa ko si glih v tranzitu, ko imaš recimo tisto 1 uro, Zelo hitro narediš to analizo. To je super. Si tako sprehajalec živali, Ti si programer, ki ima rad živali, še sam smisel za humor. Programer in ljubitelj živali. Ja, to je bil sprehod z lamami, Tu v okolici imamo ranč pri Geti, ki ga ima v lasti sošolka, s katero smo bili na tečaju psov in smo šli enkrat obiskati, zanimiva izkušnja. Ampak tudi mogoče navezava pravzaprav na nekaj večjega. Oni imajo ta ranč, imajo mislim, da 2 ali 3 koče oziroma zidanice in pravi, da praktično so vedno zabukirani do konca in 99% tujcev.
Slovenci sploh ne vemo, kaj imamo, pa tudi če vemo, vprašanje, koliko bukiramo. Ne? Kar je zanimivo, tudi podobna izkušnja, kot smo imeli večkrat, če gremo z avtodomom po Sloveniji. Letos sva bila v Beli krajini, glamping Kolpa, in ko sva prišla, je lastnik pozdravil v angleščini. Isto, ni verjel, vprašala sva, po nesreč prišla sem, ali sva namensko prišla. Ne? In je res zanimivo, koliko s kakimi drugačnimi očmi gledamo našo ponudbo turistično, glede na tujce. Ne? Pa misliš, da je lahko problem v tem, da nismo pripravljeni za tako blizu plačati takih cen? Kaj pa vem, cenovno se mi ne zdi, da je neka takšna razlika. Mogoče kje, posamezne točke, tisto, kar smo imeli obiskala, je bilo vse tako normalno, relativno ugodno. Še posebej, če primerjaš z Hrvaško v vsaki sezoni. In mislim, da je bolj stvar tega, da, tako smo prej rekli, exposure pa familiarity. Mi smo vedno izpostavljeni temu, nam se razgled na Kamniške Alpe, na Julijske Alpe ne zdi več nekaj posebnega, nekaj ekstra. In ne glede na to, koliko imamo lepo, človeška narava je taka, da mogoče bi pa vseeno kaj drugega še videli. Tisto, kar pa se mogoče ne zavedamo, je, koliko je Slovenija velika in bogata in da ta kaj drugega se lahko skriva čist za enim gričem, čist blizu. A te Lame, to je v okolici Velenja? To je nad Vojnikom. Nad Vojnikom. Ja, tako da v Savinjski dolini še. Pa meni se nasploh zdi, da so slovenski turistični ponudniki ultra inovativni. A ve, v Sloveniji, mislim, halo, Lame, imaš, Ja, Lame sprehajaš, ja. A ne, in polno nekih takih cukrov, ko, wow, sploh kako prideš na to idejo, pa jo implementiraš in jo dejansko uspeš tudi prodati, dobro, ne res slovenskemu gostu, pač nekemu tujcu, ampak v glavnem, no, zdi se mi, da gre res v tem smislu pač te neke butičnosti, nišnosti, na temo trajnosti in zelenega turizma, na podlagi tega, kar naše okolje omogoča. Evo, se spet navezujemo na našo dolino in start-upe in priložnosti. V glavnem, da je pač tukaj slovenski turizem res ful močen in da ima zelo jasno zastavljeno smer in ponudniki zaupajo tej smeri in ji sledijo. In so tudi, pač vse so zadnja leta, so res vrhunski rezultati v resnici. Ja, dejansko. Pa še vedno je ohranjena ta butičnost, kar meni zelo osebno všeč. Ja, stran od masovnega turizma. Ja, tako. Kaj pa, zdaj pa, ko si že govorila o dolini, če se navežem še na to, 3 pasje ljubljenčke, vsi zelo razigrani. Bil sem priča temu, ko smo šli na sprehod, pa sem rekel, bomo z Romanom malo spregovorila o tem in onem, pa ni bilo variante. Ker je to je, mislim, to je odlična vaja za vrat, pa vratna vretenica, ker to skače vse posod in je bilo super. Ampak, a je dolina prijazna ljubljenčkom v smislu, a vidiš, kje še potencijale, da bi se dalo, govorim recimo o pasjih parkih, tule imamo kinološko društvo, imamo prostor, kjer se lahko živali kopajo. Skratka, kar nekaj je zadev, ki je že urejenih za ljubljenčke. Seveda obstajajo tudi različni lastniki, tudi tisti, ki pač ne upoštevajo nekih pravil, ampak tek overall, a je ljubljenčkom prijazna dolina? Kako bi lahko bila bolj? Mislim, da kar se tiče te osnovne ponudbe, da smo zelo ekvivalentni tistemu, kar sem videl v tujini, tako kot se rekel, pasji park in podobne zadeve. Tisto, kar mogoče pri nas malo pogrešam, in to sem tudi zdaj v Italiji bil malo presenečen, pa verjetno povezano z kulturo deleža lastnikov psov, kam vse so psi dovoljeni. Pri nas je to precej bolj restriktivno. V Italiji, recimo v trgovine, v nakupovalne centre, je čisto normalno, da greš psom. Je pa res, da tudi tam
so potem te psi zelo vzgojeni, zraven lastnikov in tako naprej. Ne. Pri nas je verjetno že razlog, da niso toliko dovoljeni, si pa včasih tudi želim, da bi bili. Ja. Itak. Drugače pa preselil si se iz Trbovelj, verjetno se še vračaš nazaj. Kako je potekala selitev, a si se mogel kaj prevajati, kaj razlik? Zelo zanimivo vprašanje. Ja. Res, vsakič, ko menim, da sem iz Trbovelja, vedno prijeta iz enega rudarskega mesta od drugega. Ampak kar je meni vedno v podzavesti je, da jaz pravzaprav Velenja nikoli nisem doživljal ravno kot rudarskega mesta. Ne mogoče zato, ker ne bi vedel, da to obstaja, ampak ne vem, mogoče tam moj mehurček, v katerega sem takoj prišel, bolj IT-a, me mal drugam usmeril na drugačen feeling. Meni je bilo to mesto z ogromnim jezerom, meni je bilo to mesto s prehajalnimi poti, bilo je mesto, kjer sem dobil zaposlitev v IT-u, bilo je mesto, kjer so imeli nakupovalne centre, večje, kot smo jih imeli tam. Mogoče sama geografija, nekaj bolj odprta dolina. Tako, ja, res je. In res tega občutka, tega stika z rudarskim utripom sem zelo malo. Mogoče verjetno tisti, ki odraščajo tu, sošolce, katerih starši delajo v rudniku in tako naprej. Sicer tudi oče od moje žene je delal v rudniku, ampak je bil ravno tak v IT-u, v informacijski tehnologiji. Tako da jaz sem to videl absolutno kot bolj mesto kreativnosti, definitivno malo večje svobode, malo večje priložnosti. Na vse zadnje sem tudi potem se preselil, odprl SP, našo skupino somišljenikov. Mogoče vstopil v ta kreativni mehurček, ga naredil malo večjega, malo bolj prostornega, da še kdo pride zraven. In se mi zdi, da mesto ima res ogromno mikroidentitet in sam tiste, ki si jih želiš videti, tiste, ki si jih dovoliš videti, v tistih boš živel. Je pa res, da seveda to ne zmanjšuje makroefekta, ki ga ima neka taka težka industrija in da bo to tudi vplivalo seveda na ta prehod. Ampak se pravi, mislim, da glede to, da to ni edina identiteta, mogoče je zakorenjena, mogoče je velika, da bo ta prehod lažji, kot si mislimo. Ampak se moramo zavedati tega, da ni edina identiteta. To mora biti. In je zelo fino, da kdaj pove to nekdo, ki z drugimi očmi na drugačen način gleda. Kljub temu, da je po karakterju podobnega okolja prihaja. Takole. Zgleda, da se tako počutiš v bistvu. Naša pisarna za čez dan. Optimizem, ker mislim, ne sam znotraj podcasta Daljnogled, nasploh se veliko pogovarjamo z ljudmi raznih generacij. Mi še nisem slišala, da bi kdo rekel, mogoče bo ta prehod lažji, kot si mislimo. Vsi vselej opozarjajo, sploh ne vemo, kaj nas še čaka in koliko so to težavni procesi. Marsikdo je tako zelo kritičen v smislu, koliko lahko miselno v to vstopamo in pozno mogoče in tako. Zadnjič sem govoril z prijateljem iz UK-ja in smo malo pogovarjali se na to temo oziroma dotaknili te teme prehoda in je rekel samo ne ponovite enake napake, kot so jih ponovili v Walesu. Wales je bil tudi v United Kingdom oziroma Združenem kraljestvu, je bil zelo rudniško naravnan in usmerjen del ne smem reči Anglije, ker je druga pokrajina, Britanije, tako. In tam so zelo na hitro pod Margaret Thatcher zaprli rudnike in se je res zgodilo to, kar se bojimo, da bi se pri nas. Socialna katastrofa. Ja, socialna katastrofa. S tem, da
je bilo res drugače. Ne? Tam bila celotna identiteta grejena na težke industriji, na rudniku in tudi so bile, izziv so bile povezave z ostalimi mesti. Ne? In mislim, da avtocesta sicer, oziroma hitra cesta traja nekaj časa, ampak to bo definitivno izboljšalo povezavo. Pa tudi, tako sem prej rekel, se mi zdi, da je ogromno manjših identitet, ki lahko prevzamejo vlogo te večje identitete. Pa nazadnje se tudi pripravlja na prehod, ne? Z temi programi Pravični prehod. Nazadnje tudi ta podcast je del tega. Ne? In jaz sem zelo optimističen. Kaj pa misliš, da ne bi smeli narediti? Da ne bi smeli narediti. Mislim, da se že dela tisto, oziroma da se je šlo čez to. Se pravi, odsekati, zapreti tisto, kar so naredili napaka v Walesu, je, da so zelo generalno poskušali prestrukturirati prebivalstvo. Se pravi, da se niso pogovarjali z konkretnimi podjetji in potrebami, da so potem prekvalificirali delavce, ampak so naredili generalne računalniške tečaje. To je to, zdaj znaš računalnik, zdaj pa pet v svet pa se znajdi. Tu pa mislim na občutek, da se ne dogaja to, ne? Da se bolj gleda, kje bodo potrebe in da se bolj usmerja znanje in prekvalifikacija v... Ta razpršenost gospodarstva, mi smo pač od zdaj letlene omenili samo start-upe, a ne kot enega od stebra, ampak so tudi, ne vem, se pravi, čist rokodelske, obrtniške, pravzaprav dejavnosti, a ne, prehranska industrija, kemična industrija, take stvari, a ne, ne namerava vse sloneti na start-upih, ampak skratka, razpršenost. Tudi konec koncev nova industrijska cona v Starem Velenju vzkliva. Tam, mislim, dela se na tem. Se pravi, čeprav razume, največja nevarnost v tem procesu, ki si jo ti videl, je bila ta nenadoma odsekati in vse poslati v isto smer, ki je izbrana od zgoraj in poslana navzdol, ne obratno. To je mimo. Kaj pa zdaj v tem procesu, kakor ga imamo zastavljeno, kaj se ti pa tukaj zdijo mogoče nevarnosti, ali pa mogoče tisto, na kar je treba biti zlasti previden, mogoče sploh v tem vstopu z večjimi koraki v pač dolino start-upov. V dolino start-upov. Glede na to, da si iz tega polja, ne? Mogoče samo, ne vem, koliko je to dosegljivo, miselnost spremeniti iz tega, da delaš nekaj, kar je ziharaško, si dovoliti biti pogumen. Poskušati nove stvari. Saj ni potrebno, če boš 5 stvari poskusil, ni potrebno, da vseh 5 uspe. Dosti je, da ena uspe. Ravno ta ziharaškost se pa po drugi strani s tem prehodom na nek način vseeno uveljavlja tukaj noter. Vemo, da hočejo na Družmirsko jezero postaviti sončno elektrarno, ki je v bistvu ziharaška poteza iz vidika ekonomičnosti, dolgoročnosti, ko vemo, da pač paneli v 5 letih postanejo bistveno bolj učinkoviti, v 10 letih je vprašljivost ekonomike tovrstne proizvodne za ceno dostopa, prostega dostopa do celega jezera oziroma same narave, ki bo zaradi tega še enkrat doživela nov udarc. Nov šok, res je. To je pa druga nevarnost, kontrola razporejanja teh sredstev, ki so namenjene prehodu. Sicer projekta ne spremljam toliko blizu, ampak vem, da javnost ni bila večinsko za celice. Upoštevanje javnosti. To je ta zgodba pač tega počasnega spreminjanja, to, kar si ti rekel, načina razmišljanja, pač prehajanje k novemu, k sicer
strašljivemu zaradi tega, ker je neznano, ker pač naši možgani so narejeni tako, da iščejo skozi varnost in udobje. Ne? To se mi zdi. Tako individualno, a ne kot kolektivno, a ne, ker prej smo se pogovarjali o startupih, a ne, in kak je to način življenja, pa se vsi ga nočejo tega načina življenja. res je, ne. Čisto res je. legitimno je, da si ljudje želijo 9 to 5 jobe, why not, a ne, če je to te pa okej, a ne. Na drugi strani pa se pravi pač to kolektivni pogled in neko občutje do te premene, a ne. Zato je tudi vključenost. Vzbuditi in vzpostaviti, to se mi zdi ful velik izziv, a ne. Se mi se lahko ogromno o tem pogovarjamo, pa informiramo, pa tako naprej, a ne, ampak a dosega ljudi, a ne, in ali jim sproža preskoke. Moje mnenje je, da tu vedno se igra z statistiko. Ne? Se ni potrebno, da vsi dejansko uspejo, da vsi poskušajo o tem razmišljati, ampak da tisti, ki so on the fence, ki čutijo neko potrebo, taki so ljudje, ki potem ustvarjajo podjetja, ki tudi delovna mesta delajo. Ne? Če želiš priti do tega, moraš večjo maso ljudi prepričati, da so bolj pogumni. Ker ne uspejo vsi, ne? Ampak tisti, ki pa bodo pa uspeli tudi na tak način, da ponudijo potem neko varnost tistim, ki si želijo bolj zihraštva. Oziroma okužiti dolino še z večjimi ljudmi od ozuni, da pripeljejo, da pridejo sem delati. To bi bil idealen scenarij. Ker na konec koncev naše okolje je fantastično. Takoj si v naravi, nima stresa enournega pripotovanju v službo. In parkiranju. Skratka, okolje je obvladljivo mesto, ki je v bistvu prijetno tudi za življenje. Dost ugodna je visoka kakovost življenja. S tem mislim na celotno Šaleško dolino, da ne govorimo samo o Velenju, ampak v bistvu... Pravzaprav celo regijo lahko zajamemo. Ker mi smo se, malo smo se hecali, si splezal iz Trbovlja, v Veleje, pač nekaj dnevno tukaj živimo, smo verjetno, smo toliko manj že opazimo vse te prednosti, ki jih je res ogromno, smo mogoče bolj pozorni na tiste pomanjkljivosti in malo tečni zaradi njih. V glavnem, ti si naredil ta tranzit iz enega v drugo mesto in kakor si prej rekel, se ti je zdelo, da si prišel v full upgradeno okolje, ampak ti s svojim poklicem, znanjem, ti bi lahko živel kjerkoli na svetu, ker pač imaš remote job, biznis cveti, bi si lahko privoščil više življenjske stroške in vse je enako kakovostno živel. Kaj tebe zadržuje v tej dolini? Moče res je dobro vprašanje. Tako kot si rekla, ugodna kakovost življenja je, pa zaenkrat ne opazim, da bi mi kaj manjkalo. Tako smo že na začetku rekli, mogoče sem malo bolj zaseben, malo bolj privaten, kar pomeni, da mi ustreza to, da smo blizu narave, da ni taka gosta poseljenost, da lahko s psi greš v 10 minutah si pač kjerkoli v naravi. Ljudi, s katerimi sem se povezal, so super, tako da ne vidim potrebe, da bi rinil ven, po domač povedano. Kaj bi te pa recimo odvrnilo, mislim, če si zdaj lahko zamisliš nek scenarij, sploh v tem procesu tega prehoda, ker spremembe se obetajo, ti imaš ful optimističen pogled, ampak pač so pa šanse, da gre po zlu. Pač kaj bi se moglo tle zgoditi, da bi tebe odgnalo? Ali pa recimo, kaj ti je največji faktor kakovosti življenja? Si rekel zdaj, pač narava, ta intima, ko si jo tu mogoče lahko jo najdeš in privoščiš. Degradacija okolja. To bi rekel. Zdaj, na kak način bi se to manifestiralo, ne vem, ampak tudi recimo vzdrževanje estetike
celega mesta. Ne. Sej vem za tiste, ki smo tu doma, vedno bi lahko bilo boljše, ne. Ampak vidim, da gredo stvari v pravo smer. In če to ne bi šlo, vsak si želi živeti v lepem okolju. To je za me. In zdravem, tako je. To ti je pomembna vrednota. V glavnem, kolikor ima tvoja bajta senzorjev, če enkrat zakleneš in se odpeleš z avtodomom skupaj z vsemi psi in mačkami, bolj vemo, da se je treba odreliti. Ko pa enkrat Roman presodo, da je to hiša presodila. bolj je treba iti. Ampak glede na optimizem, ki smo ga danes razširili, do tega ne upoštevamo. Zgleda res, ne, ja. Super, ful dobro. Ja, ni ga lepšega zaključka kot ta, ko si ga povedal, po mojem, da vliješ tudi poslušalcem optimizem, ki včasih pri nas ravno zaradi tega, ker ga ne vidimo dostkrat, zelo, zelo prav pride, da pogledaš z drugega zornega kota in po mojem je to itak smisel ustvarjanja vizij, da se mnenja soočijo, pa da se najde neka skupna pot, ki obrodi sadove. Tako da, jaz se ti zahvaljujem. Zelo prijeten pogovor in odlične istočnice za naprej. Ja, hvala, Roman Avsec, upam, da bomo še kdaj sedeli skupaj v podcastu Daljnogled, za kamerami pa zagotovo. Ne? Zelo prijetno druženje. Hvala lepa tudi za- vsebinsko bogato. Hvala. Hvala za povabilo. Zelo hitro je minilo. Zato pa se bomo še videli. Podcast pa pripravljamo v sklopu aktivnosti Centra za pravični prehod Saša, ki deluje v okviru razvojne agencije Saša Savinjsko-Šaleške regije. Vse aktivnosti centra so financirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod, ki omogoča tudi obratovanje in oddajanje podcasta Daljnogled, v katerem vidimo dlje.